Spoštovani starši, lepo pozdravljeni. Namenil sem se povedati nekaj besed o odločitvi za delavnico Uspešna komunikacija z najstniki. Ugotavljava, da starši v bistvu takole januarja, februarja šele dobro zadihajo po začetku šolskega leta. Potem se pa kar naenkrat zgodi, da je april, maj in je popolna panika. Zdaj pa kako reševati šolske zadeve, kako vzpostaviti to, da bi naši otroci upoštevali neka pravila, da bi upoštevali neke meje, da bi imeli delovne navade. V glavnem so teme okoli tega, kako jih pripraviti, da bojo delali za šolo, da se bojo zavedali, da je šolo treba končati, da ne bojo imeli popravnih izpitov, da ne bojo ves čas samo na telefonih. To so večne teme. Ja, kar bi vam rad povedal je, glejte, pri teh zgodbah je občutek, da starši izgubljajo moč v tem, da ves čas lovijo, da ves čas so njihovi otroci pred njimi, ves čas starši so presenečeni, so zgubljeni, se utapljajo, preprosto zato, ker niso naredili enega koraka. A veste, mi moramo stopiti 2 koraka naprej in čakati naše otroke, da oni pridejo na tisto točko. In to, kar počnemo na delavnici Uspešna komunikacija z najstniki, je ravno to. Glejte, čas je sredi šolskega leta, da se pripravite na tiste, bom rekel, na zadnjo ravnino, na ciljno ravnino, ker ja, vemo, oni pač računajo na fotofiniš, da bojo tam v zadnji desetinki še nekaj stisnili in rešili celo tekmo. Ampak vi veste, da jih lahko čakate že na tistem ovinku, preden se začne ciljna ravnina, in ste pripravljeni. In se opremite za to, da jih boste spodbujali na način, kjer ne boste izgubljali stika. In a veste, to velja za vse starše, za starše vseh otrok pravzaprav, vseh starosti, ne samo za najstnike. Tako da ja, rečemo temu zadnji klic, da se odzovete in lepo se imejte.